lep dober dan. Kot veste, je naše ministrstvo eno najbolj odgovornih za to, kako socialna država deluje in je seveda odgovorno tudi za njeno ne le delovanje, ampak tudi razvoj in skrb za to, da vse institucije delujejo pravilno. Če gremo samo na socialne pomoči, ki jih ta zakonodaja predvideva, potem smo v obdobju od leta 2000 vključno 9 do 11 posameznikom in družinam z najnižjimi dohodki ali pa tudi brez dohodkov namenili dodatnih 230 milijonov evrov, dodatnih glede na leto 2008. Z vsemi ukrepi in izdatki in izdatnim povečanjem sredstev tako blažimo tudi povečanje števila brezposelnih, katerih število zadržujemo še zmerom pod 100 tisoč in s tem Slovenija ohranja tudi zavidljivo ugoden položaj primerjalno v Evropski uniji, kjer smo po stopni brezposelnosti nekje med 4., 5., 6. najslabše mestom doslej, pa vendar je to tista zgornja skupina držav, kjer je ta pojav, ta problem najmanj izrazit. Konec avgusta je bilo registrirano brezposelnih 99.032 oseb. Ob tem želim poudariti, da je priliv med brezposelne v letošnjem letu nižji kot v primerjalnem lanskem obdobju, kar kaže na to, da se gospodarska kriza umirja, da pravzaprav so tudi na trgu dela že nekako prve posledice gospodarskega oživljanja. Centri za socialno delo smo vpeti v svoje okolje in seveda na podlagi tega spremljamo dogajanje na našem terenu in ob napovedanem stečaju Preventa smo se takoj odzvali in v sodelovanju s sindikati in socialno službo tudi ukrepali. Na zadnji tiskovni konferenci sem vam povedala vsa aktivnosti, ki smo jih peljali do 2. avgusta, takrat, ko je bila zadeva že res v polni fazi priprave na stečaj in od takrat smo mi dejansko vstopili v podjetje z okrepljeno ekipo strokovnih delavcev in zbirali vloge za izredne denarne socialne pomoči, do katerih so, bom rekla, vsi prebivalci Slovenije v res hudih socialnih stiskah upravičeni. Centri za socialno delo v Sloveniji delujemo na obeh nivojih, se pravi, zagotavljamo tako materialno pomoč in pa psihosocialno pomoč. O tej drugi vrsti pomoči se zelo redko sliši, zlasti takrat, mi se pa z njo zelo težko pohvalimo. Gre namreč za ljudi, ki so v hudi stiski, ki težko govorijo, ki so apatični, ki težko pridejo do pomoči. Takrat je Center za socialno delo tisti, ki na lokalnem območju organizira skupino, programe in sicer programe pomoči otrokom. Običajno so to otroci, se pravi, bodisi da poiščemo v nevladnih organizacijah, če je mreža na terenu, oziroma če te mreže ni, smo jo dolžni po nacionalnem programu socialnega varstva organizirati centri za socialno delo.